Dober dan, lepo pozdravljeni. Jaz sem Samo Rubelj iz založbe UMCO in vam bom predstavil naš letošnji knjižni program. Na začetku bi morda rad se hvalil za sodelovanje v lanskem letu, ki je bilo pač za celo knjižno panogo zelo v bistvu težko, polno enih preizkušenj. Mislim, da so knjižnice tle izpolnile svoje delo, svoje možnosti funkcioniranja v tem delu v kar pač polni meri. So se potrudile pač v skladu z ukrepi, da so omogočile, izposojalo, da so v bistvu skrbele za nabavo knjig, tudi veliko dogodkov so organizirale, tako da na nek način so pač pomagale tudi založništvu in naši založbi UMCO, da smo nekako tudi to zelo težko leto prebrodili. Zdaj, če govorimo o založbi UMCO, mogoče za tiste, ki še recimo niste pač kakšnega takšnega predavanja slišali ali pa poslušali, naše osnovno načelo ali pa misija je, da v bistvu dejansko iščemo najboljše knjige pač po vsem svetu, ki prinašajo pač neka najnovejša znanja človeškega uma in izkustva. Ne omejujemo se pač znotraj nekih posameznih žanrov. Smo pač utečena ekipa, sestavljena iz urednikov, prevajalcev, oblikovalcev in tržnikov. Kljub temu pač imamo neke te osnovne usmeritve, ki se pač porajajo znotraj 4 recimo knjižnih zbirk. Preobrazba je pač psihologija, psihoterapija in zdrav življenjski slog, angažirano so družbeno aktualne poslovne teme, s terena so razne potopisne, žurnalistove, esejistične knjige, odkrito pa odmevna izpovedna dela priznanih avtorjev. Jasno, imamo tudi še nekaj tudi preko knjig o knjigah, izdali smo pač približno 15 knjig iz tega področja, naša založba, ki bo pa dejansko zdaj točno v tem mesecu praznovala 20 let od izida prve knjige, je pa v prvih 5 letih izdajala predvsem filmske knjige. Tudi zdaj smo še kakšne izdali, recimo koncu lanskega leta, knjigo Marcela Štefančiča o filmu Noir. 4 knjige smo letos že izdali, vse so v bistvu dejansko iz nekih svojih v bistvu področij. Prva, v bistvu, ki bi jo predstavil, je Človeško telo. Te 2 knjigi, v bistvu, ki sta spodaj, so knjige iz prejšnjih let, ki so pač pokrivale v bistvu to podobno temo. In v bistvu kaže na to, da pač poskušamo znotraj naših vsebinskih programov držati neko kontinuiteto in v bistvu prinašati v slovenski prostor neke nove teme iz nekih področij, ki smo jih že tudi prej obdelali. Človeško telo je napisal en britanski profesor. Zasnova knjige je v bistvu dosti preprosta. Knjiga je razdeljena na 5 delov in se ukvarja s tem, kaj se je zgodilo s človeškim telesom v procesu nastajanja človeške civilizacije. Ko smo pač ali pa naši predniki hodili po gozdovih in lovili in nabirali za življenje, je pač naše telo funkcioniralo na popolnoma drugačen način, kot funkcionira danes. Najbrž, ko poslušate to predavanje, sedite. No, sedenje je bilo gotovo ena stvar, ki je v bistvu človek 100 000 let nazaj ni počel ali pa jo redko počel ali pa počel na zelo drugačen način. In ta knjiga tako zelo sistematično v bistvu gleda, kaj se je skozi proces civilizacije od industrijske revolucije, ki so se pojavila dela v proizvodnji in so potem doskrat zelo slabo vplivali na določene dele telesa, do tega v bistvu, kaj nam dela onesnažen zrak po pljučih. Lepo preigra v bistvu to celo zgodbo. Na koncu vsakega od teh delov so pa tudi v bistvu neka navodila, mislim, čeprav to ni priročnik, ampak je v bistvu neka taka dosti poljudna strokovna knjiga, ki pač v bistvu ima tudi neke praktične nasvete, kako v bistvu telesu prizanesti v tem, času človeške zgodovine. Ožina svoboščin, to je v bistvu ena taka družbeno angažirana knjiga, več kot primerna za današnji čas in tudi današnji aktualni družbeni in politični trenutek, tako pri nas kot po svetu.
Avtorja sta pred leti napisala knjigo Zakaj mladi propadajo, ki je bila zelo odmevna in brana in citirana knjiga. Tudi je šla po naši založbi. Ta knjiga se tudi navezuje do neke mere na knjigo Pinkerja, Stevena Pinkerja Svetljenstvo zdaj. Ukvarja se pa s tem, kakšno ne bi bilo razmerje med oblastjo na eni strani, to je tisti, ki v bistvu na neki način usmerjajo pa ukvirjajo naše življenja, in družbo na drugi strani, ki pa jasno s svojimi takimi drugačnimi civilnimi iniciativami pač poskuša v bistvu tudi spreminjati določena načela delovanja države. Avtorja sta delo zastavila zelo pač ambiciozno, sprehajata se po zgodovini, od antične, recimo Grčije, pa do sodobne, recimo Kitajske, gledata v bistvu, kaj se dogaja, če država preveč despotska in v bistvu na nek način zapira narod, kako potem ta družba generalno funkcionira. In na drugi strani, kaj se zgodi v bistvu, če družba ni, če vlada ali pa oblast ni dovolj propulzivna. V tem primeru, recimo, če se zakoni ne izvajajo, v tem primeru pač pride do tega, da v bistvu prihaja do enega kaosa, brezzakonja, kar pač jasno za družbo kot tako potem tudi ni dobro. Tako da je v bistvu ena knjiga, ki je v bistvu namenjena za vsakega, ki ga zanima zgodovina, ekonomija in sedanjost. Praktično je bila izdana v izvirniku kakšno leto nazaj in v bistvu zadeve, ki jih živimo in tudi po poročilih v bistvu dejansko poslušamo v današnjih dneh, je v bistvu dejansko so noter že tudi opisana. Hoja v ledu, to je iz te neke naše podzbirke knjig o naravi, o hoji. Werner Herzog je najbolj znanih svetovnih filmskih ustvarjalcev, znan po tem, da ima izjemen opus igranih in dokumentarnih filmov, hkrati pa mislim, te filmi so v bistvu zelo pustolovski. On se odpravil pač na različne konce sveta, gleda, recimo, kaj se dogaja z vulkani. Ta zadnji, recimo, njegov film se ukvarjal z temi padci meteorjev na zemljo, šel je pač po svetu pogledati te kraterje, kaj se zgodilo in tako naprej. Pred leti, to je ena od njegovih redkih knjig, čeprav dejansko v življenju počel marsikaj, je pa v bistvu knjiga, ki je v bistvu bila pisana tako na nek način impulzivno, in sicer pred leti je njegova učiteljica in prijateljica v bistvu na področju filma zbolela. On je, ko je to izvedel, je bil pač v Münchnu, pač drugače po rodu Nemec, zdaj živi pač v Los Angelesu bolj ali manj, in ona je bila pa v Parizu. In potem, ko je to izvedel, je nekaj v njemu kliknilo in se je pač praktično hipoma dvignil, še nekaj par stvari vzel in se odpravil na peš pot od Münchna do Pariza. To je trajalo približno 3 tedna, on je pač šel lepo s kompasom v tej smeri. To je popis tega, kaj se mu je dogajalo, s tem, da je to pisal v enem takem zanimivem, takem malo suhem, nemškem, eksaktnem, literarnem slogu. V glavnem ena taka poslastica za nekoga, ki ga narava zanima, ampak to je v bistvu neke vrste hoja za to, da bo v bistvu ta prijateljica preživela. To je nekako v njegovi glavi. Nova cen, knjiga, ki je pravkar izšla, praktično najbrž še niste dobili na police ali pa v knjižnice, nanaša se v bistvu na, po eni strani na našo knjigo Velesil umetne inteligence, ki je 2 leti nazaj dobila nagrado za poslovno knjigo, in 6. izumrtje, ki je v bistvu dobila Pulitzerovo nagrado. James Lovelocka pač poznate, najbrž v slovenščini že nekaj knjig prevedenih. Ta knjiga je šla približno 1 leto nazaj in je šla ob avtorjevi 100-letnici. Torej, gospod je star že 100 let. In svoj čas je ena anekdota, noter je pestval tudi, ko je bil že on, gospod v zrelih letih, je tega astrofizika Stephena Hawkinga pestval, pa je on še zmeraj živ, Stephen Hawking je že pokojni. To je neke vrste njegova mogoče zadnja knjiga, nek testament, v katerem združuje v bistvu tako na en koncizen način človeško zgodovino, dokazuje, da recimo pač po njegovih recimo trditvah v bistvu smo ljudje pač edina, živa bitja v tem smislu, recimo to, kar je razvita v vesolju. Zato ponudite recimo relativno zanimive dokaze in gleda v bistvu prihodnost. Zdaj jasno, mi smo v zadnjih letih prišli do tega,
da je umetna inteligenca in podobno, recimo, že zelo napredovali, kam to pelje v prihodnost. No, James Lovelock ponudi odgovore. Treba je pripomniti, da je on en od redkih teh mislecev na področju pisanja knjig, ne nekih reciklatorjev, nekih idej, ki so že v obtoku. Tako da ta nova cena iz naslova je pa po njegovo nova geološka doba, ki v bistvu se je že začela s tem pojavom hiperinteligence oziroma umetne inteligence in po njegovem mestu že, mislim, mnenju že je neka naslednja doba po antropocenu. Tukaj bi mogoče samo še opozoril na neke najbolj izstopajoče naslove prejšnjega leta, ki tudi na nek način odražajo naš program. Plan B je dobila v bistvu nagrado za najboljšo knjigo lanskega leta. Boštjan Videmšek v bistvu dobiva mnoga vabila, recimo tudi v knjižnice, in dostikrat se izkaže, da v bistvu so knjige vse njegove izposojene, jih ni možno dobiti, tako da bi apeliral, recimo, če imate možnost, da si to knjigo priskrbite, ker to je dejansko knjiga, ki ima eno trajnejšo vrednost, ne samo za odraslo, ampak zmeraj bolj tudi za mlajšo publiko. Lori Gottlieb je morda, pa se moraš z nekom pogovoriti, zelo brana knjiga, tudi dobro prodajana, ki v bistvu nasleduje našo to psihoterapevtsko linijo, ki jo bomo tudi še nadaljevali. Vesna Milek, v bistvu njena impresije o kulturi in podobno, ki v bistvu je v tem časih, ko smo bili prikrajšani, zato še pridobila na pomenu. Razpon, nova knjiga Davida Epsteina, ki je napisal Športni gen, ki je v bistvu prinaša zelo pomembno idejo. Tudi Bill Gates je dal med 5 najboljših knjig lanskega leta, da v bistvu hitra specializacija ni nujno dobra in da so tisti, ki se v mladosti ukvarjajo z raznovrstnimi stvarmi, bodisi ali so to športniki ali umetniki in podobno, da so v bistvu dejansko tisti, ki potem v neki zreli dobi, ko najdejo tisto, kar jih res v bistvu priteguje, dosegajo v bistvu res dobre rezultate in res vrhunske dosežke. Beg pred svobodo, aktualna knjiga v bistvu Ericha Fromm'a, sicer pisana na začetku druge svetovne vojne, ampak z nadihom, ki ga v bistvu čutimo vsak dan tudi danes, in izvori angleškega profesora Lewisa Dertnella, ki v bistvu vzame za osnovo planet Zemlja in kaže, kako smo se mi na podlagi tega, kaj nam je Zemlja nudila, od vode na eni strani, rastlin in semen njihovih, pa do rud, omogočila, da smo v bistvu zgradili civilizacijo, ki jo živimo danes. Če predstavim še nekaj knjig, ki bo išle v lanskem letu, to je samo en del našega programa, ki je že toliko pripravljen, da lahko se približno ponudimo v bistvu tudi recimo njihovo grafično podobo, bolj ali manj so to tudi naslovnice, ki bodo recimo potem pa šle do vas. Recimo, mogoče bi za začetek izpostavil Janjo Vidmar, tudi recimo s to knjigo se malčkeno podajamo, sicer to ne pomeni, da bo to naša prihodna usmeritev na neko leposlovno, literarno področje. Z Janjo že dolgo časa v bistvu delimo to navdušenje nad naravo, tako da smo se že pred nekaj leti začeli pogovarjati o tem, da bi napisala nek roman, ki se dogaja na Kaminu, ki ga je tudi delno prehodila, in ta roman bo išel spomladi in v bistvu je neke vrste prvi slovenski roman, ki se dogaja na tej romarski poti do Santiaga do Compostela. V osrčju je v bistvu nek ženski lik srednjih let, ki mora zaradi enih utemeljenih razlogov na to pot. Na tej poti v bistvu se zgodi marsikaj, hkrati mora pa obračunati tudi svojo preteklostjo. V glavnem, knjiga je praktično že napisana, predvidoma bo izšla, mislim, maja, in se mi zdi, da bo to ena knjiga, ki bo kar zaznamovala to spomladansko obdobje, še posebej, če bo naše gibanje malo bolj svobodno, kot je recimo v naših dneh. Konec vsega. Tukaj bi poudaril, da v bistvu dejansko naš letošnji knjižni program prinaša kar nekaj res razboljivih naslovov, ki so jih ženske avtorice napisala. Ena od njih je tudi Kathy Mack. Na Twitterju, ki jo spremlja za raziskovalce ogromno število ljudi, tam približno 400 000, je v bistvu ima ime Astro Kathy.
to je neka njena v bistvu tak nickname, ne, in jo pač tudi na ta način kličejo. To je mlada astrofizičarka, ki je pa napisala izjemno berljivo, ne, knjigo o tem, pač o, bi rekel, astronomiji, astrofiziki, o tem, bi rekel, kaj se dogaja, bi rekel, z vesoljem in kaj se bo morebiti v bistvu v neki prihodnosti zgodilo, bi rekel, z vesoljem. Pač tukaj so pač neki štiri možnosti, a ne, kam bo ta prihodnost vesolja zavila. Dejansko še ni jasno, tudi na podlagi tega, kaj vemo, ne. Tukaj, bi rekel, se lepo kaže, da ljudje še zdaleč ne vemo, bi rekel, vsega, ne, in v bistvu majhne razlike v tem, kako se bi lahko to prihodnost vesolja odvijalo, potem lahko ponudi dosti različne, bi rekel, scenarije, kaj se bo s tem zgodilo. Tako da to je knjiga za vse, ki jih zanima v bistvu vesolje, astronomija, tudi za mlade, bi rekel, dosti, bi rekel, dopadljiva knjiga od srednješolskega branja naprej, za vse, ki jih zanima, pač, ki imajo pač kakšne krožke in tako naprej. Recimo jaz, kot sem dostoj pač tako najstnika, ne, je bila astronomija, bi rekel, en tak priročnik, je bila moja najbolj branih knjig. Zato smo se pač tudi odločili, da jo izdamo, ker je lani dobila velik odmev. Tudi je bila pač nekako v konkurenci za razne te nagrade z področja znanosti in tako naprej. Daniel Kahneman, Oliver Sibon in Cass Sustein bojo skupaj napisali knjigo Hrup. Seveda bi izpostavil, bi rekel, prejšnjo knjigo Daniela Kahnemana, ki je šla 10 let nazaj. Pač to je, bi rekel, jasno, mislim, bila ena najbolj odmevnih, neleposlovnih knjig zadnjega desetletja, kasneje citirana pač v nepreštevnem številu knjig iz tega področja, ne, ki se v bistvu giblje na tem trikotniku sociologija, ekonomija, psihologija, družba in tako, ne. Pač Kahneman, tudi jaz sem bil z njim osebno na stiku, ne, je pač drugačno Nobelov nagrajenec za ekonomijo, čeprav je psiholog. Takrat, ko sva bila pač pred 5 leti v stiku, mi je rekel, da je pač zaključil s pisanjem, ne. Tako da je bilo potem za vse, za celo to mednarodno skupnost, ne, knjižno veliko presenečenje, ker smo 3 leta nazaj dobili informacijo, da bo napisal novo knjigo, da bosta še 2 avtorja, tudi ona dva, en je Francoz, en Američan, in v glavnem tukaj ponuja v bistvu spet neko svojo novo, bi rekel, teorijo, zakaj v bistvu so ljudje v bistvu, ali pa smo ljudje tako v bistvu nenapovedljivi v nekem smislu, ne, pri odločanju. In neka osnovna teza je pač ta, da je v bistvu človeška napaka pri presojanju izhaja iz tega, da smo pač ljudje, da smo različni in da ne glede na to, koliko so, bi rekel, protokoli domišljeni pa dodelani, to ne pomeni, da se bomo vsi po njih enako, bi rekel, odločali. Hkrati pa jasno, je pa možno v bistvu te stvari, ki nas na neki način ločijo v bistvu z nekimi protokoli, bi rekel, odstraniti tako, da potem nekako odločanje, pač vsak se vsakodnevno naredi ne vem koliko odločitev, pač da to izboljšamo. 7,5 spoznanj o možganih, to je še ena, bi rekel, recimo, ženska avtorica, to je v bistvu ena taka bolj koncizna knjiga, pisana v bistvu na tak, bi rekel, koncizen, bi rekel, način, v tej, bi rekel, recimo maniri, bi rekel, knjig, kot so 8 lekcij o fiziki in podobno, 8 kratkih lekcij o fiziki. Ona je napisala pred 3 leti eno dosti obsežno in pol tudi odmevno knjigo, kako nastanejo čustva. Zdaj se je pa pač kot nevrologinja, nevropsihologinja podala na področje v bistvu enega takega bolj poljudnega pisanja za v bistvu recimo širši krog ljudi in je napisala eno tako zbirko v bistvu takih esejčkov, čemu dejansko možgani služijo, že začne provokativno, da pač možgani seveda niso namenjeni razmišljanju. Mislim, da je že to dobro izhodišče, da te knjiga zagrabi. Išla bo, mislim, da tudi spomladi, je pa dejansko izvirno išla pa par mesecev nazaj. David in Austin Perlmutter. Davida Perlmutterja najbolj že poznate, ena od naših najbolj odmevnih knjig Požgani možgani je šla pred leti, potem še v bistvu neko vsebinska nadgradnja Zdravi možgani. No, zdaj se je v bistvu dejansko povezal še s svojim sinom, tako da bomo predstavili tretjo knjigo iz te serije knjig o možganih od Perlmutterja. Mislim, da je to knjiga več kot primerna za ta današnji čas. Razstrupimo možgane,
v praksi pomeni ne samo ta biološka ali pa razstrupljanje v povezavi s hrano in podobno, ampak tudi v bistvu sociološka, družbena. Če pogledate zadnje leto, smo ogromen časa preživeli, tako kot preživljamo zdaj, za nekimi kompjuterji, za nekimi ekrani, tablicami, kar zelo slabo vpliva, tudi na naše možgane, non-stop smo prisotni, pri marsikomu se je pač delovni čas raztegne čez cel dan in to v bistvu jasno prinaša ogromno novih izzivov ali pa tudi novih težav za naše čisto nevrološko življenje, za naše družbeno, socialno življenje. In tukaj ona dva recimo te stvari relativno dobro obdelata in tudi ponudita potem v bistvu neke vrste te detoks programe, to je ponudita nasvete, kako v bistvu se poskušamo v bistvu potem s tem zastrupljenim možganom na vseh načinih tudi kako se ga znebiti. Daniel Lieberman, da na letošnji program je do neke mere pokazatelj tudi to, da v bistvu bomo izdali kar nekaj knjig avtorjev, ki smo jih že izdali. Ožina svoboščin v bistvu sta ista avtorja, kot Zakaj narodi propadajo. Hrup je v bistvu isti avtor, kot je bil pri Razmišljanju hitro in počasno. Raztopimo možgane, avtor požganih in zdravih možganov. No, tudi Liebermanovo knjigo, Zgodba človeškega telesa, s katero se je mednarodno prebil, on je harvardski profesor, v bistvu to je na področju evolucijske biologije pač en od najbolj znanih znanstvenikov, hkrati tudi kot nek tak rekreativni tekač, avtor te ideje o bosonogem teku in tako naprej, ki je potem zaživela tudi v knjigah in tako naprej. No, zdaj je napisal knjigo, ki smo jo prevedli na plezanje, osnovni izvirni naslov je Exercise. Ukvarja se pa s tem, da je on pogledal recimo spet nekega človeka v preteklosti, kako je njegov delovni dan potekal in na drugi strani sodobnega človeka in njegovo ukvarjanje z rekreacijo. In jasno, izkazuje se, da marsikaj, kar počnemo zdaj z rekreacijo, je zelo nasprotju s tem, kaj je dejansko tisti človek počel, zaradi tega imamo potem ogromno poškodb, fizioterapevti in podobno imajo ogromno dela, zaradi tega, ker dejansko je veliko te rekreacije na neki način neustrezno zastavljene, ne prispeva v bistvu k zdravju, k boljšemu počutju, k boljši energiji, ampak dostikrat v bistvu ima neke zelo nasprotne učinke. Tako da on to zdaj na neki način poskuša sinhronizirati, on ne zanika, da je športna aktivnost dobra, sam je treba to športno aktivnost, kar se da uskladiti s tem, kako recimo je naše telo narejeno in kaj to telo potrebuje. Ali Žadin, to je iz te zbirke naše družbeno angažirane knjige, linije, recimo on je urednik Delove sobotne priloge, pred leti smo že izdali njegovo knjigo Ujetniki omrežij, po izobrazbi je sociolog specializiran za razna omrežja. Ta knjiga bo v resnici šla že čez en teden in Ali Žadin se v njej tako dosti podrobno, pa tako tudi pripovedno spretno ukvarja s tem zadnjim letom našega življenja in v bistvu poskuša najti razloge, tako sociološke, kot te iz področja politike, pa vsakdanjega življenja in podobno, kaj se je v bistvu dejansko zgodilo v zadnjem letu v Sloveniji, predvsem v povezavi z drugim valom epidemije, zakaj je imel take katastrofalne učinke v slovenski družbi, zakaj je bilo toliko v bistvu dejansko preminulih v tem drugem valu. Tako da to je knjiga, ki izhaja praktično 12. marca ob prvi obletnici razglasitve epidemije v Sloveniji. Naša bolehnost, tudi ena knjiga, ki se do neke mere dotika v bistvu epidemije, ampak na en zelo drugačen način. Timothy Snyder je en zgodovinar, svetovnega formata, v slovenščini imamo za zdaj prevedeno tako tanko knjižico o tiraniji. V tej knjigi, v bistvu, ki smo jo dali v zbirko, odkrito, kar pomeni, da v bistvu nekdo odkrito govori o sebi, je pa zgodba, v bistvu, ki se je začela decembra 2019, ko je on prišel do spoznanja, da je nekaj zelo bolan, začel v bistvu hoditi v bolnico, kjer
Nekaj časa je bil na Dunaju, on potuje med Dunajem in Ameriko, nekaj časa v Ameriki. So pač nekako ga pozdravili, se je izkazali, da to ni v bistvu zdaj končno stanje, da ima še nekaj stvari na nekih ledvicah in tako naprej, da bo imel neke operacije in podobno. In skozi to bi, ko svojo osebno izkušnjo, on razpreda o tem, kako sta povezana svoboda na eni strani in zdravstveni sistem na drugi strani. In on pač jasno je velik zagovornik javnega zdravstva, takoj, ko se v bistvu tukaj ima zelo prvovrstno izkušnjo pač z ameriškim zdravstvenim sistemom, ko se te ključne recimo zdravstvene storitve ali pa to, kar nam zdravstvo nudi, privatizirajo, recimo pač potem pride do zelo slabše izkušnje za paciente. Na eni strani primerja gleda ameriški sistem in potem nemški in avstrijski in v bistvu pač na nek način izpiše zgodbo, kako v bistvu zdravstvo definira našo svobodo. Jasno, ko pa pač pride potem družba še v nek stanje epidemije, kjer je v bistvu zdravstveni sistem pač pod veliko večjim, mogoče največjim pritiskom do zdaj, se pa še toliko bolj pokaže vrednost močnega zdravstvenega sistema, ki postane v bistvu ključ za delovanje družbe. Brez zdravstva v bistvu niti pač ne moremo v času epidemije normalno delovati. Potem še ena res integrantna ženska avtorica. Tole je v bistvu bila lanska Pulitzerjeva nagrada za najboljšo poslovno knjigo, ki v bistvu dobila nagrado ravno zaradi tega, ker je v bistvu toliko tudi literarno popisana. Anne Boyer je pač samostojna kulturnica v Ameriki, kar ne pomeni, da je zelo bogata, ker se ukvarja z takimi robnimi temami. Dobila je v bistvu raka in v bistvu se je potem jasno kot mati samohranilka s tem rakom začela boriti. In jasno, to je v bistvu popis njene borbe za življenje. V bistvu osnovni izvirni naslov je Undying. To je nekdo, ki ne umre ali pa v bistvu nastane ali pa spet oživi. Mi smo dali to doživa, to je nekdo, ki na nek način je to doživel, da preživi tudi take v bistvu preizkušnje. Zelo dobro napisana knjiga, v bistvu res diši po literaturi, po romanu, čeprav je to dejansko izpovedna knjiga. In v bistvu v tem smislu nadaljuje v bistvu knjige, ki smo jih na to temo že izdali. Tle sta dve napisane, pa bi lahko še Filipa Rota, Očetovina in podobno dodal. To knjigo smo že mislili lani, zdaj za tega ne bom kaj dosti o njem govoril. John Muir je najbolj znanih potopiscev, ljubiteljev narave, zelo zaslužen, da so sploh narodni parki nastali v Ameriki. Je bil tudi pač velik tak pohajalec, vagabund. Dostikrat je šel tako za več mesecev v te ameriške hribe. In to je pač ena od njegovih prigod, ena taka klasična knjiga, kako se je pač odpravil na 1600 km dolg pohod, da bi se še šel, da bi pa šel do obale tam na Floridi. V glavnem, to bo enkrat išlo. No, na to knjigo, ki nimamo še čisto najeno slovensko naslovnico, bi definitivno opozoril, spomladi bo išla Dnevnik mladega naravoslovca. Ta knjiga je dobila lani nagrado za najboljšo knjigo o naravi v Veliki Britaniji, kar je bilo izjemno presenečenje, zato ker je pač avtor še najstnik. To je v bistvu srednješolec, osnova knjige je pa njegovi sprehodi, ali pa recimo poti v šolo in nazaj. On hodi 1 leto v šolo, pa še kakšne druge prigode se mu dogajajo in gleda, kako se spreminja narava. In v bistvu je to neke vrste dnevnik spreminja letih časov znotraj enega koledarskega leta po eni strani, po drugi strani je pa za specifičen pogled nekoga, ki ima tudi neko motnjo avtističnega spektra, in v tem smislu je njegov pogled specifičen, bolj precizen, kakšne stvari opazke normalnemu človeku ostanejo neznane. Zelo dobra je tudi spisana knjiga, tako da za vse, ki so nagnjeni k naravi, že v bistvu dejansko tudi od osnovne šole naprej, za osnovno šolo, za srednjo šolo in kasneje, za starše, ki v bistvu imajo otroke z nekimi specifičnimi lastnostmi, ne nujno avtističnimi, ampak nekimi tudi zanimanji,
Gotovo knjiga, s katero posegamo na malo drugačno tematsko področje, je že prevedena, izide pa spomladi. Še ena knjiga, tokrat brazilska publicistka, dobila je ta knjiga ogromno njenih nagrad, tudi takih poslovnih in tako naprej. In sicer ona, tudi naslovnica tam, če boste videli, zdaj še ta angleška narejena, imate te črne moške, pa so pa zadnji tako manj vidne ženske. Pač to je knjiga o tem, kako so v bistvu ženske v bistvu še zmeri v tej družbi premalo v bistvu vidne, tudi čisto na področju tega, kako so oblikovani telefoni, kako so zasnovane medicinske raziskave, kako so v bistvu dejansko zdravila dozirana, glede na to, v bistvu, da so razlike med moškim in ženskim spolom, kako so avtobusi ali pa cela infrastruktura, v kateri živimo, oblikovana. V glavnem, ona vse te stvari na način pregledala, govorila z mnogimi strokovnjaki za raznih področji in pač jasno, njen zaključek je, da je pač ta človeški svet še vedno kljub vsem nekim prizadevanjem ustvarjen po moški podobi. To je za zdaj vse. Poleg teh knjig, ki sem jih omenil, bom imel še nekaj drugih. Upozoril bi še na knjigo Irene Štovdohar Kaj hoče ženska, ki je v bistvu ravno včeraj prišla dejansko od avtorice, pa je potem še nismo umestili v to predstavitev. Na eseje Marcela Štefančiča o Slovencih, ki bodo išli ob 30-letnici samostojne Slovenije. V teh slajdih vam samo še v bistvu tako malo, recimo retrospektivno predstavljam v bistvu to, kar smo recimo v zadnjih letih v bistvu izdali, da imamo mogoče osvežitev v bistvu naš program. Bolj ali manj v bistvu gre za knjige, ki so preživele zob časa, ne glede na to, da so nekatere od njih išle že v zadnjih 10 letih. Apeliram na to, da mogoče popolnite mogoče zbirko naših knjig, kjer pač določene teh knjig se bodo v bistvu njihove pravice za prodajanje iztekle, njih potem ne bo možno več kupiti. 20-letnica naše založbe je mogoče primeren trenutek za to, da pogledate recimo kar nekaj v bistvu tudi individualnih kupcev naših knjig je takih, da poskušajo v bistvu si praktično popolniti v bistvu naš program, sploh na področjih, ki jih zanima. Dobivamo celo fotografije recimo kakšnih teh ljudi, ki nas spremljajo in imajo recimo tako po 50-60 knjig iz našega programa. Tako da gotovo v bistvu je smiselno, glede na to, da res knjige poskušamo zelo natančno zbrati in poskušamo postreči s knjigami, ki imajo dolgotrajno vrednost, da poskušate v bistvu v vaši knjižnici imeti pač celoten naš program na razpolago. Tukaj so še recimo naše knjige z področja psihoterapije, osebno izpovedno, angažirane knjige. Če ste pozorno poslušali, pa gledali bi kot mojo predstavitev, ste videli, da v bistvu dejansko gradimo na nekih vsebinskih temah in jih potem logično nadgrajujemo. Tudi recimo, če pogledamo recimo pač neko odmevnost naših knjig v zadnjih 7 letih, smo dobili 5 nagrad v bistvu na področju poslovne knjige, čeprav to ni šlo za knjige, ki bi bile poslovnega, tega klasičnega formata, ampak za splošno uporabo, kar pomeni, da na tem področju v bistvu smo znali najti primerne naslove. V glavnem, knjigarne in knjižnice so pač ključna v bistvu dejansko pot za dostop naših knjig do bralcev in kupcev. Tako da recimo se zelo radi tudi odzovemo na kakšnekoli predloge strani knjižnic. Tukaj sta še v bistvu najina 2 naslova. Moj je pač sama afnaunko.si, žena Renate Ugel, ki je v bistvu sourednica na založbi in običajno tudi predstavlja naš program. Letos, zaradi tega, ker pač to ni bilo možno izvesti, pač tega ni naredila, pač ni more biti prisotna. Pač jasno, kreativna urednica Bukle, pač to ne bi mogoče tukaj moment, da se pač zahvalimo knjižnicam tudi za sodelovanje na področju Bukle, ko smo ga tudi lani v težkih razmerah uspeli realizirati. Če imate še kakšne predloge, ideje, če v bistvu se vam zdi, da bi lahko pri kakšni knjigi
narediti kaj boljš, smo pač tim, ki v bistvu smo se v stanju učiti še naprej, prisluhnemo na kakršnekoli predloge, tako da v bistvu naša vrata pa naši maili so odprti. Hvala lepa za vašo pozornost in srečno. Še naprej upam, da tudi v prihodnosti bo boljše čase.